Lepo pozdravljeni in dobrodošli na okrogli mizi, ki jo pripravljamo skupaj Socialna akademija in Slovenski katoliški izobraženci. Naj med nami pozdravim goste profesora Justin Stanovnika, doktorja Boštjana Turka, doktorja Huberta Požarnika in doktorja Staneta Grando. Ob 20-letnici prvih povojnih demokratičnih volitev, ko komaj še kaj vemo, kaj Slovenci smo, se bomo pogovarjali o Slovencih in Slovenci in njihova državnost v 20. stoletju. Doktor Stane Granda, korenine slovenske državnosti, kaj menite? Od kje izviramo, od kje prihajamo, kje so naši temelji, naše čvrste korenine? Torej, danes sem slučajno brskal po svojih zapisih, po svojem arhivu in sem noter v arhivu našel nek rokopis mojega pokojnega profesora Cvitra, kjer je pravzaprav začel v zvezi s tem prav s Karantanje. In prav, da mi Karantanje ne smemo nekoliko izgubiti iz svojega zornega kota, iz svojega spomina. Seveda moramo upoštevati, da je on bil sam koroškega porekla, čeprav je bil raje na Dolenjskem. In je seveda Koroška gotovo zelo pomembna, čeprav v zadnjem času priča nekim zanimivim dogajanjem znotraj zgodovinarjev, kjer se celo spodbija slovenstvo Karantanje, ampak to je druga zgodba. Potem seveda osebno sem pa sam prepričan, da je ključnega pomena za slovensko državnost zvestoba Slovencev slovenskemu jeziku in dejstvo, da se Slovenci nikoli nismo dali pravzaprav potujčati. Če pogledamo skozi zgodovino, jaz velikokrat vzamem za primer Kelte, ki so obvladovali ogromen prostor od sedanje Irske do Male Azije, pa vendar jih praktično ni več. No, sedaj so pravzaprav razni ostanki, kjer se počasi prebujajo, ampak tako na Irskem kot v Britaniji imajo pravzaprav velike težave s to pravzaprav staro keltsko identiteto. Če zdaj pogledamo mi na Slovence, pravzaprav tukaj smo ostali, tukaj smo prišli kot praktično najbolj zahodni Slovenci, usilili staroselcem svoje ime, svojo slovansko kulturo, svoj slovanski jezik in temu ostali zvesti in to je bilo pravzaprav tisto, kar nam je potem dalo po naravnem pravu tudi pravico, da zahtevamo svoj prostor za obstoj, svoj razvoj in svojo kulturo. Mnogi seveda ta teorija naravnega prava, ki je bila, kolikor jaz zgodovino razumem za naš ključnega pomena, jim ni všeč. Ker če gremo po tej teoriji, seveda potem ni prostora ne za razne revolucije in pa podobno, mislim v 20. stoletju, ni seveda potem niti prostora toliko za razne Jugoslavije in pa podobno, ampak vendar osebno sem prepričan, da če Slovenci ne bi ostali zvesti slovenskemu jeziku, potem nas ne bi bilo več. Zdaj, pred 14 dnevi sem bil v Alzaciji, no in sem potem, ker mi je to zelo Fjerba smatral, po pravici povedano, probal, koliko jaz lahko v Alzaciji še z Nemščino kam pridem. Bilo je zelo bedno. Zelo bedno in sem bil zelo razočaran, ker ne starejši, ne mlajši niso bili z mano pripravljeni nemško govoriti. Torej v Loreni pa tudi nisem še manj poskušal seveda, ampak zanimivo je bilo to, ko sem potem tudi na bencinskih črpalkah probal ljudi poslušal, konc, zakaj? Ker so pač tudi v katoliški cerkvi, so pač duhovniki v Franciji rekli, da bodo vulgarne jezike iz Francije odstranili in tako seveda pri nas se pa to ni zgodilo. Pri nas je pa slovenščina, kot vemo od brižinskih spomenikov naprej, bila v cerkvi skozi prisotna. In jaz sem globoko prepričan, da je ravno zaradi tega, ker je bila slovenščina v cerkvi skozi živa, je ostala, se je razvila in tudi Trubar, ko je potem tiskal seveda svoje prve knjige, je za njega bilo veliko lažje, da bi izbral nemščino in tako naprej, pa vendar je vedel, da z nemščino nikamor pošel. No in to je po moje, osebno sem v to prepričan, da je to pravzaprav bistvo slovenske državnosti. Ta zvestoba slovenstvu, slovenski kulturi, slovenskemu jeziku, kajti vse ostalo, vsa zgodovina, vse to nam ne bi pomagalo, če tega ne bi bilo. Dr. Boštjan Turk, politični analitik in publicist. Kaj pa zgodovinski vidiki določanja in odločanja meja v 20. stoletju? Ja, hvala lepa. Jaz bi se navezal na kolego Grando
In bi rekel tako, to je bil dan pač, da Slovenci smo ostali, stali in obstali in zahvaljujoč svoji kulturi prišli do srečne prelomnice v zgodovini, ko so se zlomili totalitarni imperij, ko se je pokazala za nek zelo kratek trenutek, ki smo ga srečno z nacionalno sinergijo, vso nacionalno sinergijo izkoristili in postavili svojo državo. To se bo zgodilo 20 let tega, čez dobro leto, bo okrogla obletnica. Seveda smo prišli v nek prostor, ki so ga prej v 20. stoletju zelo dodobra pretresli. Ta prostor so pretresle ideologije, predvsem pa ga je pretreslo to, o čemer sem nameraval govoriti, tuja volja, se pravi tako imenovani tuji arbitri, ki so to, bi rekel, slovensko ozemlje zapirali, odpirali, rezali, premikali in tako naprej. In tule kratek historijat, seveda narod, ki pride nekoč do svoje države in to svojo državo ima, je zavezan potem temu, da postane političen narod, da razmišlja politično, da razmišlja v tem smislu svoje odgovornosti do preteklosti in tudi do prihodnosti. Danes je en tak trenutek, ko moramo Slovenci zelo politično razmišljati, kaj prihaja v najkrajšem času in moramo z neko natančno, zgodovinsko, kribično zavestjo razbrati, kako so se te naše meje postavljale in kdo je z njimi odločil in kaj iz tega za naše bivanje sledilo. Če gremo recimo v začetek leto 15, ki je začenja s Prvo svetovno vojno 20. stoletje, potem vidimo, da so zavezniki hoteli namamiti Italijo, da prestopi k njim in za tako imenovanim londonskim sporazumom ali pa dogovorom ali pa paktom, če hočete, ker je bil več elementarno, obljubili ogromno slovenskega ozemlja. To so storili, bi takrat nismo imeli kapacitete in politične moči in ne politične prebojenosti, da bi odločali o tem. Zato so o tem odločili tujci na naš račun. Tako smo zgubili, tako je potem prišlo na pariški mirovni konferenci leta 19 do se pravi zatečenega stanja, ko se je potem postavila Rapalska meja in smo zgubili tretjino slovenskega narodnostnega ozemlja na zahodu. V istem času so spet tuji arbitri, katere približno jih vidimo imena skozi, bi rekel, temo zgodovine, ne vemo pa, ali so sploh bili povezani s prostorom, o katerem so razsodili, da recimo dežela, ki je bila zibel slovenstva, Koroška, v kateri se, če prebirate zapise Lovra Kuharja, Prižehovega Voranca, Jamnico, Požganico, če to sledite, če greste pogledati na grobnike, na pokopališčih, je bila to slovenska dežela. To se govori slovensko tako, kot danes govorimo mi. Pa so ti tujci odločili, da ne glede na to, da je to slovenska dežela in da bi morala ta dežela pripasti celoti nacionalnega ozemlja, ki smo ga takrat Slovenci v tej svoji prvi, recimo temu državni artikulaciji v SHS-u že posedovali, že imeli, a ne so odločili ne. Naj bo referendum, naj bo plebiscit, ki se je končal, kot se je končal. Potem so leta 47 na drugi pariški mirovni konferenci odločili, da se zaradi, bi rekel, invazivnosti Titovih partizanov, kar je pač razumljiv strah, ampak kljub temu, se zanje nismo vsi odgovarjali, da se določita cona A in cona B in so v cono A ujeli približno 130.000 Slovencev, ki so po londonskem mirovnem sporazumu leta 1954, ki so ga spet pripravili neki tujci v nekem daljnem Londonu, ostali v Republiki Italiji in se več ali manj skupaj z našimi kolegi koroškimi Slovenci temeljito potujčili. Koroških Slovencev je izginilo približno 80.000 v času od leta 20 do leta 70. Nepovratno izginilo. Najde se samo še v imenih, ki so prepisana, na pamet govorim, Ornik je Ornik GG, Valkovnik je Valkovnik GG in tako naprej. To je edin spomin na to, da je to bila zibel naše nacionalne in kulturne identitete. Seveda, narod, ki politično razmišlja, bi se moral iz te tako
kratke izkušnje, tu govorimo o času 80 let, ne? Govorimo o času, za katerega je Henrik Thuma, na začetku je Henrik Thuma predlagal, da bi bil sedež Slovenske univerze v Trstu, zato ker je bilo Trst največje slovensko mesto, ker je v Trstu živelo največ Slovencev. Veliko več Slovencev živelo v Trstu, kot v Ljubljani, ki je bila Škutarska ali pa v Celovcu. Ne? In smo v tako kratkem času zaradi nekih idej, ki so se zgodile za neko pogajalsko mizo daleč, tisoče kilometrov daleč, toliko zgubili. Nepovratno zgubili, tega ne bo nazaj. Po drugi strani stojimo zdaj bi zdaj morali z izkušnjo državnosti, z zgodovinsko izkušnjo tega, kar nas je doletelo, ta zgodovinska izkušnja pa pove, da nikdar ni bil tujec tisti, ki bi odločil v korist Slovencov, ampak obratno. Lahko da mu je kdaj dal, ampak mu je hkrati vzel. Lahko da so izničili Alpalsko mejo, ampak so hkrati ustanovili Cono A. In zdaj smo pred zadnjo odločitvijo, ne, v nedeljo, ki zahteva državotvorni zavest ali pa politični premislek državljanov. Namreč spet se pripravljajo neki arbitri, eden od njih, gospod Lukič, je tako ali tako že povedal, da se bo meja končala za Slovence, se sploh ne bo meje na morju, ker se mednarodne vode začnejo šele tam, pri Otranskih vratih, oziroma v črnogorskih zemeljskih vodah, koliko so te že definirane. In tu je zdaj seveda en velik strah, eno veliko, bi rekel, bivansko nelagodje Slovenca, političnega človeka, ki gleda na to, kako so vpletali z njegovimi mejami, koliko so nam postrgali stran, ne? Postrgali so nam pa, mi smo to ozemlje, ki smo ga danes vzpostavili, smo ga tako rekoč vzpostavili post festum. Naša matica je na eni strani Trst, Zaledje, Gorica, Nabrežina, na drugi strani pa Koroška. Tega ni več. Ne? In zdaj, da se ne bi to zgodilo še enkrat, ne? Da bi spet tujci odločili o tem, pa nam to kot odvzel status pomorske države, kar če bo potem priložnost za debato v nadaljevanju z veseljem pojasnim, kakšne pasti so, moramo državotvorno premisliti, kaj sledi in kot zavestni državljani tega sveta, te Evrope in tega naroda reči dovolj eksperimentiranja in pač ne temu, da v nas, v naših mejah spet odločajo neki tujci. Hvala. Hvala. Kaj pa vi menite, profesor Justin Stanovnik, razklanost med Slovenci kot državljani? Odkje je to? Kako to, da ne moramo stopiti skupaj? Torej, to vprašanje, zakaj je v Sloveniji prišlo do te strašne razpoke med nami, je seveda zelo zapleteno in zelo težko, ko bi človek poznal vsa relevantna fakta, bi bilo zelo težko v kratkem času to razložiti. Nenavadno je to, da v času, ko smo Slovenci dosegli, tako bi rekel, neko spopolnitev zgodovinsko, v tem, da smo dobili svojo državo, kar si dolgo časa nihče niti upal ni misliti, in smo mislim, da bo to tak dotok energije, duhovne energije, da se bodo napolnile vse tiste celice, ki narod držijo po konc in da se bo ta zadeva nekako rešila. To se pravi, da bo država kot nekakšna čudežna palica rešila ta slovenske probleme. Nekako se zdi, da se to ni zgodilo, samo po sebi se ni zgodilo in tukaj bi bilo treba upoštevati samo zgodovino, pa tudi, bi rekel, presebnost tistih ljudi, ki so to državo postavljali, ali so, na kaj so mislili, ali pa predvsem, na kaj so mogli misliti. Torej, stanje, kakršno je, ne kaže na to, da bi ta država, na katero smo bili tako zelo v začetku ponosni, da bi delovala. Jaz bi rekel tako, da povprečni Slovenec počasi nekako doživlja, da ne more povsem zaupati v inštitucije te države. Se mi zdi, da je to dovolj slabo,
Predvsem zato, ker, kako rekel, država, tako stara antična polis, atenska polis, kakor tudi moderna država po francoski revoluciji, je pravzaprav proizvod uma. In če bi deloval, bi moral delovati v smislu nekega poenotenja. To se pravi, neke sistemske enotnosti. Se zdi, da tega ni. Recimo, kot sem rekel, ustanove same, malo Slovencev je, ki bi zaupalo recimo v sodstvo, pa še nekatere druge inštitucije. In tudi samo stanje je nenavadno. Recimo, že preprosto dejstvo, da nekoč sem bral, da je italijanski predsednik Ciampi rekel, da če ne moreš zjutraj kupiti, če človek ne more zjutraj kupiti v kiosku svojega časopisa, da država ne deluje, da država kot demokracija ne deluje. In vsi vemo, da je v resnici tako, da 40, 50, 60, 70% ljudi ne more zjutraj kupiti svojega časopisa. To se mi zdi, da je, če tako bi rekel, mogoče se mu zdelo nepomemben, ampak kar močan razlog. Rekel bi tudi, da recimo jezik sam, ki je tudi, rekel, instrument uma, ne deluje, je pravzaprav v nekem smislu kaže znake velike ranjenosti. Se vemo, da kup stvari ne moreš povedati. Ne samo to, da jih ne moreš povedati, tudi nekatere osnovne besede nimajo več pravega pomena, so izgubile svoj pomen. Naprimer, enkrat se spomnim, da sem slišal na neki razpravi, da je rekla Barbara Brezigar, državna tožilka Barbara Brezigar, in je vzkliknila, to je laž. In sem se začutil, ko sem to besedo slišal, sem pomislil, da je ta gospa pravzaprav ne ve, da beseda laž ne pomeni, skoraj nič več ne pomeni. Seveda, semantično pomeni, slovarsko pomeni, ampak nima tistega moralnega naboja, ki ga nekatere besede že same po sebi morajo imeti, da lahko kot ribe plavajo proti toku, ampak so v bistvu mrtve ribe, ki plavajo s tokom in ne pomeni ničesar več. Rekel bi, da je torej z jezikom težko, jezik je v krizi in to je pravzaprav najboljša odslikava dejanskega stanja. Zadnje čase govorimo o stanju v državi, kolikor ga jaz poznam, več ali manj iz privatne sfere, pa vendar, opažam naslednje, da pri raznih omizjih, kjer sem slučajno tudi zraven, vidim, da ljudje, ki sedijo za mizo, niso pripravljeni več izrekati svojega mnenja. Moče ga niso niti pripravljeni formirati, imajo tega v sebi, da bi mnenje formirali, in ga potem, tudi če ga imajo, pozneje se izkaže včasih, da so ga imeli, pa ga vendar niso izrazili. To se mi zdi, da je slabo za perspektivo države, če ima država take državljane. Gre ta stvar morda še globlje, v isti liniji seveda, tudi v tem smislu, da danes že mnogi ljudje odklanjajo vodilna mesta. Ne vem, kakšna je vaša izkušnja, ampak koliko jaz poznam ta svet, opažam, da ljudje, če ni posebnih ozirov, ne radi sprejemajo vodilna mesta. Kaj ti vodilna mesta nekaj zahteva, pravzaprav zahteva politične subjektno. In tega je zelo malo. Se mi zdi, da je to sploh kriza Evrope. Mislim, da je lansko leto nekdanji kancler Helmut Schmidt praznoval 90-letnico in je imel en kup intervjujev po nemških časopisih in njegov leitmotiv je bil ta, da ni, kot se je on izrazil, Persönliche Führungskraft.
se pravi volja do vodenja. To je se mi zdi, da se tudi v Sloveniji to pojavlja. Slovenci v nekem smislu, seveda ni vse tako v celoti, kot zdaj govorimo, pojavi so tukaj in rastejo. V moji dolini so ljudje gasilci, so mnogi ljudje gasilci in ko prijem domov, mi vsi z navdušenjem pripovedujejo, kako jih imajo ljudje radi in kako so posod priljubljeni in tako naprej. Zanimivo, ko pridejo voščit za novo leto, so posod fajn sprejeti in tako naprej. Ampak, da bi pa v dolini se pojavila ena skupina ljudi, ki je bila pripravljena ustanoviti odbor Nove Slovenije, recimo, morda že deluje, ampak mislim, da bi ga na novo okrepili, uveljavili, tega pa ne, kajti biti politični človek ni izvor kakšnega posebnega kredita. In zakaj pravimo gasilci? Povejte, to je neka dvojnost, to je nekaj kakor da bi. Gasilci imajo uniforme, imajo častniška čine, imajo vse mogoče reči, pa vendar niso recimo vojska. Zdi se mi, da so to, rekel, znamenja, ki kaže na to, da Slovenci še vedno nismo postali zares politični narod, da smo v nekem smislu še drugi moče, bolj pomembni in bolj usodni dogodki kažejo na to, ampak da nismo postali povsem politični narod. Morali bi postati politični narod, zlasti potem, kar se je z nami zgodilo. Kajti z nami se je zgodilo nekaj, kar se mogoče ni z nobenim evropskim narodom tako zelo, mogoče z Belorusi, mogoče z Litovci, mogoče, no. Ampak z nami se je zgodilo in nismo napravili še osnovnega premisleka o sebi. Jaz bi rekel, da je to bistveno. Nismo napravili osnovnega premisleka, zato ne vemo prav dobro, kaj se je z nami zgodilo, nekako čutimo, to nas tudi bega, da bi pa vedeli, kaj se je z nami zgodilo in ukrepali proti temu, pa tega pa seveda ni. Mislim, da na to pač še čakamo. Jaz bi to, pa zdaj nebrž, ni za to bo še prilika, mogoče, bi to razložil s tem, kaj se je zgodilo z nami po letu 41. Takrat so se zgodile dve stvari, jaz bi rekel, čisto odkrito. Pojavili so se neki ljudje, ki so bili edinstveni ljudje, ponovadi jih pravimo, da so to bili bolševiki. Jaz bi rekel, da so bili slovenski ustvarjalci bolševiške substance, tisti vodilni, da so bili eni posebni ljudje. Jaz bi rekel, da je Kardelj, Kidič in tako dalje, da so bili ljudje, ki so bili idealni fenotipi bolševikov, da morda takih, prav takih primerkov vsa vzhodna Evropa in srednja Evropa ni producirala, sploh nekaj posebnega. Pojavili so se neki ljudje, ki so v času okupacije izvedli revolucionarni udar, ideološko revolucijo, prosto ideološko. In to je seveda nekaj zelo čudnega. Kako to, da so se v tem narodu rodili taki ljudje? To bi bilo vredno premisleka. Pri nas imamo na 100 inštitucij, pa vendar se zdi, da se nobena ne ukvarja prav s tem vprašanjem. Kako to, da se je tukaj skoncentriral tak gremij takih ljudi, ki so tako dosledno, tako do kraja to stvar pač izpeljali. Mislim, da je to zelo važno vprašanje. Druga stvar, ki se nam je zgodila, je pa ta, tudi zelo čudna, da je namreč, ko so se ti ljudje javili, da bodo nekaj napravili, seveda so izjavljali vse mogoče stvari, ampak v bistvu niso bili nepopisan list, se je vedelo v resnici, kaj so, poznali smo njihovo provenienco.
Poznali smo ta svet in vendar, vidite, se je ogromno ljudi javilo, da bo tem ljudem pomagalo izpeljati njihov načrt. To so bili Kozbekovci, to so bili krščanski socialisti, to so bili velike liberalne mase. Ne vrhovi liberalni, ampak velike mase nekega slovenskega meščanstva po takih krajih, kot recimo Vršnika, Ribica, Postojna in tako naprej. Naš prijatelj, dr. Komotar, ki je bil pred vojno notar na Vršniki, nam je na stara leta, ko je umiral v neki nemški bolnici, bil mislim, da je Novoslovenska zveza, da veliko pomeni in da ji mora sporočiti vse to, kar je nekako doumil v življenju. In nam je povedal naslednje, da je nekoč na Vršniki v neki gostilni pri nas, to se reče, s septembra 41. leta so se zbrali sokoli, javni sestanek je bil, zanimivo, kakšno dejansko okupacijo, in so, rekel, korporativno stopili v OF. To je bilo septembra 41. leta. Pa ne samo to, lahko bi seveda navedel kakšne druge primere, ampak skratka, dve stvari so se zgodile. Prišli so neki operaterji, ki so bili do kraja opredeljeni. Skoraj si to zelo težko predstavljamo, šele ko študiramo njihove dejanja in njihove nastope, njihovo doslednost, vidimo, kakšni ljudje so bili to. Kozbek pravi v nekem spisu z Kočevskega roga, pravi v Kardeljevi baraki poje pisalni stroj do 4 ponoči. To se pravi, to je bilo ena, rekel, skoraj nečloveška intenziteta. Potem pa tudi, kako bi rekel, nekaj čudnega, da je ta slovenski svet se v tako veliki meri odločil, da bo sodeloval s temi akterji. Kako zelo, kakšni ljudje so bili to, včasih sam sebi preberem, ali pa komu drugemu tudi eno kratko eno pismo, ki ga je objavil, ki ga je napisal Tocqueville, ko je študiral francosko revolucijo. In nekemu prijatelju napisal predvsem obupno pismo. Pravi na to, dovolite, da vam to preberem, mislim, da bo šlo. Pravi, poleg tega je v tej bolezni francoske revolucije nekaj posebnega, kar čutim, ne morem pa niti opisati, niti analizirati vzrokov za to. To je virus nove in neznane vrste. Bile so na svetu nasilne revolucije, to da neumirjena, nasilna, radikalna, obupna, drzna, malo nenora, pa vendarle mogočna in učinkovita narava. Prav teh revolucionarjev nima predsedensov, tako se mi zdi v velikih družbenih nemirih minulih stoletjih. Odkot prihaja ta nova pobesnelost? Kdo jo je izval? Kdo je naredil tako učinkovito? Kdo jo nadaljuje? Še zmeraj smo namreč pred istimi ljudmi, čeprav so okoliščine nekoliko drugačne. Pismo je pisal leta 1858. In razmnožili so se po vsem civiliziranem svetu. Duh se mi izčrpava, ko hočem dojeti čisti pojem tega predmeta in poiskati sredstva, da bi ga dobro naslikal. Neodvisno od tega, kar je mogoče v francoski revoluciji pojasniti, je v njenem duhu in njenih dejanjih nekaj nerazložljivega. Jaz bi rekel, da ko gledamo, to so seveda jakovince, in mi vemo, da je bolševizem jakovinskega izbora, in mislim, da ljudje, ki so vodili to revolucijo, ki je povzročila ta strašen razkol, so bili malo te narave. Kot rečeno, treba je stopiti malo v njihov svet, prebrati njihova pisma, njihove medsebojne komunikacije in nekako to vidiš. Gospod dr. Hubert Požarnik, kaj pa vi menite, nacionalna identiteta med Slovenci? Ja, torej, večkrat me vprašajo,
res, kako da to danes plahni, ta narodna zavest, ljubezen do svojega naroda in tako naprej. Kako da je med nami vedno več tistih, zlasti med mladimi, ko se jim reče multikultijo. Kako da recimo na ministrstvu za kulturo ali pa na nekih drugih položajih v družbi, državi in tako naprej, najdemo naenkrat ljudi, ki, zdaj bom malo parafraziral Nietzscheja, ki pravijo, da ljubijo Tatare, obsojajo pa tiste, ki pravijo, da ljubijo svoj narod. To se pravi, kaj se tu dogaja? Torej, tu ni dvoma, da se današnji svet hitro spreminja. Vse tisto, kar je nekoč dajalo človekovo identiteto, danes slabi. In to vseh vrst identitete. Način življenja se je spremenil. Priča smo globalizaciji sveta, vključno z vsemi tehnološkimi zadevami, ki tukaj jemljajo ljudem ali pa širijo, trgajo ljudi iz neke zakoreninjenosti nekdanje. Če hočete, evropska moderna, njen strah je tudi izrazit pred vso tradicijo, pred vsakašno ukoreninjenost. Zato mnogi danes mladi ljudje se bojijo za svojo avtonomijo, nočejo biti na nobeno stvar vezani. In tako naprej, in tako naprej. Skratka, teh je veliko. In zgleda, da smo Slovenci tukaj seveda ne moramo mimo tega iti, da nas vse to tudi pretresa, spreminja. Morda še posebej Slovenci, to lahko potem stvar diskusije. Na eni strani, ob teh globalnih premikih, ki so danes v svetu, političnih, ideoloških, gospodarskih in tako naprej, je morda pešanje identitete razlog recimo ta, da smo mi relativno majhen narod. Ni dvomna, da so nam korenine te nacionalne misli spodkopane zaradi tega, ker smo toliko in toliko časa, 2-3 rodovi, živeli v obdobju nekega proletarskega internacionalizma, kot se je temu reklo takrat, ali pa sedaj živimo v duhu liberalizma, na tega sem še vrnil, katerim je trn v peti, seveda vsaka nacionalna misel in vsaka nacionalna identiteta. Morda je razlog tudi v nekem našem značaju, nekateri mislijo v nekem narodnem značaju. Vsi, ki so proučevali, tukaj mislim recimo dr. Trstenjaka, pa recimo Leva Mičinske, ki so in še cela vrsta drugih, so pisali o Slovencih, da smo sicer pridni, pa pošteni, pa vse tako dobre reči, ampak vsi so pa poudarjali tudi, da smo individualisti, da smo nesložni, da smo malenkostni, prepirljivi. Torej, take stvari, ki pravzaprav nam spet nekako jemljajo tole. In ena od teh potez je, ki jo vedno vsi poudarjajo, Lev Mičinski je dodal še samo destruktivnost. On je proučeval depresije in je ugotavljal, da je med Slovenci ogromno samomorov in je potem iz tega sklepal neko posebno slovenskega značaja. To bo šel predaleč, kako je on do tega prišel, zakaj je to samomorov, on je to mislil, da smo mi zdaj neka mešanica nekega germanskega, bolj trdega značaja, pa nekega slovanskega, ki je bolj melankoličen in da potem to mi vse nekako takole, potem na koncu vse obrnemo v sebe. No, ampak vsi so opozarjali tudi na relativno majhno samozavestnost Slovencev, kot naroda.
Torej, to so recimo taki stvari, ki bi lahko razložile pešene identitete. Jaz bi pa zdaj rad tukaj izpostavil, ker to pa je sedaj v trenutku zelo aktualno v zvezi s tem problem liberalizma in liberalcev na Slovenskem in njihova vloga pri nacionalni identiteti. Namreč, če mi bi šli zdaj, jaz bom samo dva iz tujih logov naštel, recimo nemški pesnik Novali se že tam v 18. stoletju izpostavil, jaz bom citiral, kako je on rekel. Takrat prebujajoči se liberalizem, liberalno nazor stranke. Tako je on rekel, citiram. Da liberalizem hoče očistiti človekovo dušo sleherne poezije in uničiti vsako sled svetega. Drugega, ki ga bom zdaj citiral iz množice teh, je filozof in državnik, češki državnik Masaryk. On je očital liberalcem, spet bom citiral, da je liberalizmu, da je vsebinsko plitev in brezbrižen do vere, naroda in socialnih vprašanj. Na Slovenskem smo imeli svoje čase veliko takih, ki so podobno menili o liberalizmu. Vidite, Cankar je v nekem svojem pismu bratu pisal o liberalnem taboru, da je zapravil, spet citiram, da je zapravil polovico našega narodnega duševnega kapitala. Na drugem mestu, da evangelij, ki ga oznanjujejo liberalne stranke, ni nič drugega kot svetovni nazor in politični in svetovnega kapitala in sodobnega meščanstva. Tako bi zdaj lahko jaz to našteval še naprej. In prav vsi takrat, pred drugo svetovno, pozneje, so očitali liberalnemu taboru eno prazno narodnjaštvo. Vi se ne smete, se spomnite, ko je bila tista diktatura, takrat liberalci niso naredili nič, ko nekrat ni bilo več Slovenije, so bile samo še Banovine in tako naprej. Liberalski tabor se nič ni premaknil in to so mu takrat očitali, da jim je bolj važno, kdo bo ban in kdo bo minister, kot pa kaj se recimo z demokracijo ali pa Slovenijo dogaja. Če bi gledali slovenske liberalce, bi videli, da so bili vedno vezani bolj kot na slovenskega človeka, zlasti slovenskega kmeta, da bili vezani na Dunaj, pa pozneje na Beograd, pa na vse mogoče, pa pozneje na Moskvo, pa spet na Beograd, pa sedaj spet na neke Bruselj in tako naprej, bolj kot pa, da bi bili zares korenini naše narod. Torej, dovoljte sem, da zdaj jaz tole uredim. Namreč, danes sem tudi poslušal tole, kar v eni šoli sem poslušal, pravica do različnosti. To je ena stvar, ki je na banderu slovenskih liberalcev, tega tabora. Seveda, različnost, to moramo pa vedeti, da to ni mišljena, da je to različnost narodov, da bi ohranil tisto kulturno pisanost sveta, ki je še danes. Ampak to, kar oni govorijo o različnosti, je izključno različnost na individualni osnovi. To se pravi, da vsak lahko svojo identiteto zgradi tako, da ukrade od drugih kultur, kar mu paše ali kar je v tistem trenutku v modi, zvari neko svojo identiteto takole poprek in po dolgem,
to se danes tako reče patchwork, ne, ena zbrkljana identiteta, za katero ni spoštovanje do nobenega naroda. Vsak mu nekaj ukradiš, enostavno tisto, kar ti je po volji, narod kot tak, pravno, če veliko ne ceniš. No, in tako se danes porajajo take, kot smo rekli prej, multikulti. Jaz bom tole zdaj počasi s tem tako. Glejte, na zaključno misel o teh liberalnih. Janez Evangelist Krek je takole rekel. Narodi, citiram, narodi danes umirajo za boleznijo, ki je ime liberalizem. Torej, to se meni zdi zelo važno danes imeti pred očmi, če govorimo o tem, kaj in kako je z našo identiteto. To bi bilo zelo usodno, če bi danes, to, kar nekateri želijo, da bi mi kar zamenjali neko slovensko identiteto, našo nacionalno identiteto, našo pripadnost slovenskega, korenitnosti slovenskega naroda, da bi zdaj zamenjali za neko kvazi evropsko identiteto. Namreč Evropa v tem smislu neke identitete nima. Evropa ima seveda nekaj skupnih značilnosti, idej, ki povezujejo, recimo ideja demokracije, liberalnega tržnega gospodarstva, spoštovanje človekovih pravic, načelo solidarnosti, ampak vse to je seveda premalo, da bi mi kot narod ne izginili kot en košček sladkorja v čaju. Zaradi tega je po mojem treba še naprej in vse storiti, da bi utrdili to, kar je slovenstvo pravzaprav vedno slovensko kulturo, kar je Slovence držalo, zato, kar je Zabrande rekel, slovenski jezik, slovensko kulturo in, to je zelo važno poudariti, in krščanstvo. Namreč krščanstvo je eno pomembno obeležje, eno pomembno trdnost, pomembno povezovalo Slovence, močno oblikovalo v dobrem smislu naš nacionalni značaj, v plodnem smislu in zaradi tega je tudi to treba hraniti in negovati naprej. Toliko za enkrat, hvala lepa. Hvala. Slovenci imamo z državnostjo še relativno zelo malo izkušenj. Kaj menite, dr. Granda? Se kakšen državni organ ukvarja z našo zavestjo državnosti? Ko je sošolc Peterle sestavljal vlado, sem si predstavljal, da bo ustanovil tudi ministrstvo, kot se včasih temu reklo, za nacionalno orientacijo. Namreč pri nas pravzaprav to o tem sicer dr. Požarnik več ve, ampak če vi pogledate naša šola, tam namreč pravzaprav ta glavna stvar se naredi nekje do 15 leta pri otrokih. Naše šole so pravzaprav v tem pogledu precej mrtve. Sistemsko imate posamezne učitelje, ki so odlični, fantastični, ampak šolski sistem kot tak ne funkcionira. Ne? In to je pravzaprav tudi ena dediščina. Poglejte, mi smo bili najboljši Avstrijci, od vseh avstrijskih narodov ni bil noben tako zvest Avstriji, kot so bili Slovenci. Smo bili spet največji Jugoslavani, poglejte, ko je 25. maj največ v tisti kuči cveča, kako se že reče, največ Slovencev se dreda, ne? A vidite, to je neka patologija, ne? Ampak sam Slovenc bi to pa Bog obvar, ne? In je zanimivo, če pogledate tudi to, kar je kolega Boštjan začel in zaradi česar smo pravzaprav danes največ šle, ne? Gre pa to seveda za širša ozadja. Poglejte, nihče se zdaj ne vpraša pravzaprav, kaj bomo Slovenci izgubili. Zato je enostavno in prej sem prišel sem, sta mi dve študentki spraševala, kaj ni narediti, da nimata pojma, se ko bušta, pa kaj bomo Slovenci kar zgubljali, ja, tu pa ne smemo. Eno se rekel, pa kaj sprašujete? Je pol jasno, kako boste glasovali, ne? Torej, mi bi zdaj kar zapravljali in to v imenu nekega liberalizma, ki ga je tukaj navzoči pesnik Zorko Simčič čudovito označil za eno krasno besedo karkolizem.
Ne, kar tako nekaj, sam da je nekaj novel, da si nekaj originalen, pa je dobro, ne sam biti pa nekje zrel, odgovoren, to pa bo kompletno. Ne, tako pravzaprav smo mi pripravljeni nekaj razgubljati na vseh področjih. Zanj sem gledal maturitetna vprašanja za slovenski jezik. Finžgarja sploh ni več. A veste, Finžgarja ni. Mislim, kako si predstavljaš maturitetno vprašanje iz slovenskega jezika brez Finžgarja, si ste predstavljali, ampak so rekli, da je tako prav. Ne? To so maturitetno vprašanje brez za strokovne, ne vem kakšne gimnazije, ne za te klasične. Ne, polno je pravzaprav teh stvari. In tle mislim, da bi mi morali dejansko te stvari postaviti, kot so včasih imeli Ministrstvo za nacionalno orientacijo, to se pravi, da bi nekaj tega imeli. Zdaj pa, lejte, šole ni, en delček bi se dalo še v vojski, vojske ni. Ne? Zdaj imamo nekaj skautov, imamo še nekaj teh raznih nekaj, ampak sistema, ki bi delal na državljanski vzgoji, ni. Tako kot ni za moralo, kot ni še za vrsto drugih stvari, kot je rekel prej gospod profesor, laž. Laž vse ne obstaja, laž je danes neka lepa zgodba, vsej duhovici, če imaš fino laž. Vse to sploh ni več nemoralno in tako naprej. Torej, polno je te stvari, ampak v glavno lete, jaz sem pričakoval, da se bomo po 20 letih le bolj navadili državo, pa vidim, da je to precej slabše. In tle sta tudi strinjal s gospodom Požarnikom, tle je veliko kriv liberalizem, ampak bi moral pa podariti, to je ena nova stran liberalizma, ki gre nekje približno leta 20 naprej. Mi imamo, gledajte, Miklošič je bil liberalc, pa je ena druga zgodba, Fran Miklošič, pa je ena druga zgodba, ampak tle nekje, ko se pojavijo ti liberalci v stari Jugoslavi, kaj se vse tle meša, jaz pravzaprav nisem dosti pameten, ampak tle gre nekega liberalizma, pa gre socializma, pa gre potem prosto zidarstvo, ki ga sploh popolnoma spuščamo ven iz tega konteksta, potem se ne sme danes govoriti, da ne govorim še o raznih drugih stvarih. In torej naš odnos do slovenske zemlje, tega enostavno ni. Ko rečeš tudi otrokom pošušte, kje pa je bilo slovensko morje ta pravo, mi je prepodval gospod Lisjak v Volpi, ki ga mnogi od vas poznate, to je en izmed največjih nacionalistov slovenskih v Trstu, napisal to krasno knjigo o Čupi. On prav pride študentje v Ljubljanski univerzi geografiji na obisk v Trst, pa jih vprašam, kje pa je slovensko morje, pa rečejo vsi, ja, od Mil do Umaga, ja, kva pa tole od Trsta do Devina, oziroma rekel, še Tržiče, rekel, nimajo pojma, ki je klasično slovensko morje. Je rekel, veš, drage moj stane, če študente geografije tega ne vejo, potem nam sam Bog pomaga. In polno je takih stvari, ki bi lahko rešil. Torej, da ne vlečem, mi bi pač rabili tle nek kodeks, neka državljanske etike, ki bi moral biti seveda v šolah, zlasti v osnovni šoli, potem je že stvar težja, v vojski. Včasih imam občutek, da je tega, kako se nam neumno sliši, ampak da je profesionalna vojska še najbolj nacionalna. Tam imajo še himno naprej zastava slave. Dobar, se sliši absurdno, ampak je. Kje pa je drugo? Oprosite, ne najdem. Zadnjič, ko smo bili v Celju, ko se je začela proslava naprej zastava slave, vrsta ljudi, prosim, pa je bila približna starostna struktura, kot zdaj tle, sploh ni več vedela, da je to slovenska himna. Za evropsko himno smo ostali, da bi pa kar sedeli pri slovenski himni. In to se mi zdi dosti tako značilno. Kaj pa vi menite, doktor Turk, je patriotizem pri nas cenjen ali nekako zasmuhovan? Kako je zdaj to? Če imamo meje, pa se odločamo? Odgovor pri nas je kar cela serija vrednot zasmuhovana, sploh ni cenjena. Pri nas mi živimo neke vrste pervertiran čas, v katerem je laž resnica, resnica laž. Imamo recimo prince laži, ki so najbolj renomirani v kategoriji državljanov, Zoran Janković, Milan Kučan. Mislim, če recimo ena zadeva, ki nikoli nisem razumel, pa tudi najbolj še ne bom, pa moram reči, da hvala Bogu, da je ne bom. Ampak, če vzamete recimo, kar je Kučan zbornik o Čebinah in to, kar je pisal pred padcem Berlinskega zidu, njegovi zapisi, autograf, podpis Milan Kučan. Potem vprašate, kakšno je pa tvoje, vaše razmerje danes do tega? Saj to si pisal, saj to si verjel, to si razglašal, na tem si z oboroženo močjo vojske, policije in udbe stal. Ne pa ne bo odgovora.
ne, ker je lahko kar danes je kar nekaj drugega, pa je kar nekaj tretjega, ne, pa socializem po meri človeka, pa je to spet Dubčko vzel, ne, ni njegovo, in tako naprej. Skratka, mi živimo eno pervertirano družbo, en čas, v katerem, to je čas v bistvu princov laži, ne. Tudi Pahor, ne, če pogledate, to so ključne nacionalne, to so točke ključnega nacionalnega interesa. Ali sta se za Kosorevo dogovorila, da arbitražni sporazum, v katerem bomo glasovali v nedeljo, vsebuje teritorijalno mejo, se pravi, da slovensko, tle imam recimo, sam se ne bo videla, ampak glavno kaj hočem reči, da slovensko morje pride na mednarodno morje tako, ne, magar v točki 5 cm. Ne, ali to vsebuje ali ne. Pahor pravi, seveda, razumljivo, da vsebuje. To govori na televizijski oddaji, kjer ga gleda par 100.000 Slovencev. Na kar naslednji dan mediji, ne, da Hrvaški Kosoreva demantira, ne vsebuje, nisva se dogovorila, celo več. Hrvaški sabor je sprejel v oktobru 2009, ko je ratificiral arbitražni sporazum, izrazito klauzulo, da velja samo pod pogojem, da arbitri ne določijo stika z mednarodnimi vodami. Se pravi, da meji Slovenija na mednarodne vode. In Pahor, to je zame eklatanten primer laži. Da ali ne? A si popil mleko ali ga nisi? Sem, nisem. Ni, sem, ko nisem in nisem, ko sem. In tu je tudi potem, seveda, patriotizem ne more rasti v takih razmerah. Ne? Če vse institucije odpovedujejo, ki bi mogle stremeti k, se pravi, patriotski vzgoj državljanov. Vsi se mi živimo nek čas neke ležerne balkanske bordelnosti. Vse nas to privlači. Ne? In zdaj recimo, to je grozno, kar je kolega Granda prej rekel, da ste ga 2 študentki, da ne razumejo, ljudje ne razumejo tega. To je samo, da ne razumejo. To vprašanje se seveda da razumeti. Ta sporazum ne zagotavlja stika teritorijalnih meja Republike Slovenije z mednarodnimi vodami. V konsekvenci ne zagotavlja razvoja pristanišča Koper in statusa pomorske države Republike Slovenije. Ne, zato ker je pač najmanj zaradi tega, ker je pač določena, arbitri morajo odločiti o kopenski meji in ker bojo pač določili kopensko mejo, bojo pač logično, ker ni stališča pravičnosti, ker je to svojo po mednarodnem pravu, bojo potegnili po sredini Piranskega zaliva. Točka D5, ki je ključna, bo prišla bistveno bolj severno, da bi nam sploh omogočila odpreti horizont na stik z mednarodnimi vodami. In vse to, hkrati pa še to, da sporazum se lahko implementira šele, ko Državni zbor Republike Slovenije z dvotretjinsko večino potrdi vstopanje Hrvaške v institucijo Evropske unije. In recimo to ljudje da tega ne razumejo, ne? Ampak ljudje tega očitno, ker niso vzgojeni, ker niso zrasli v državljansko zavest sodobnega človeka, ki mu je, kot je rekel profesor Starovnik, temelj vsega, razmišljajoči In tega ni. Najbolje pa to, da se moramo prav krčevito boriti tisti, ki se še borijo za to, da to nekako govorimo, ker to ni politično korektno danes to govoriti. Danes je politično korektno slaviti kriminalce, prince laži, masovne ubijalce, se pravi Josipa Broza in tako naprej. To je politično korektno. Slaviti socializem, slaviti Beograd, slaviti Kuču Cveča, to je politično korektno. In potem, seveda, in to se vzpostavlja preko politikov, preko medijev, in potem so možni tudi taki strahotni absurdi. To, kar se je v nedeljo zgodilo, Pahor se je pač enostavno zaplezal. Njega so Hrvati ujeli, on je šel predaleč, Amerika je pritiskala, Evropa je pritiskala in potem se je nenadoma znašel v situaciji, ko je moral to sprejeti, to sprejel, potem je pa, ker seveda pa vsi interesi nomenklature in kontinuitete, predvsem kapitalski konflikte iz medijev visijo na Borutu Pahorju, oni morajo še 2 leti izdržati, Borut Pahor ne sme pasti, so usmerili vso falango, medijsko, vse to, da hvalijo ta arbitražni sporazum, ki bo Slovenijo, za katerega je jasno, da imamo že zdaj več, kot lahko sploh največ dobimo, če bojo razsojali, in da bomo zgubili najverjetneje status pomorske države, ampak kljub temu vsi prihnci laži na javni sceni, ja, to je super. Kdorkoli, tako imenovani podpisniki na upoklic od vseh teh, bi rekel, intelektualcev in tako, ki participirajo na medijski glori in tako naprej, ki potem
isti mediji promovirajo, kako so to sjajni, recimo Goran Vojnović, na primer, je napisal roman Čafuri Raus, jaz sem literarni zgodovinar, vem, ok, je napisal, ampak to ni roman, prostite. To ni roman, to je pač neke vrste površen scenarija pa skripta za film. Ni pa to roman, ne, on dobi Kresnika, dobi Prešernovo nagrado in potem piše vsako soboto politične članke v Dnevnik. Veste, tako, in to, recimo, to razbit je nemogoče, mislim, prva priložnost, če ljudje res začnejo, ne vem, če se zgodi čudež in če se res odločijo, da grejo in da rečejo vse temu arbitražnemu sporazumu, ne, je to recimo že korak, ampak tle razmerje sil je 1:100, 1:150, ne, to je, nas je v Združenju novinarjev in publicistov 15, u njih je 750 podpisnikov dobil, 750, celo mesto, vsi, ne. Doktor Hubert, kaj menite, imamo Slovenci, kakšen odnos imamo Slovenci do oblasti in bi se to domoljubje, to občutek državnosti dalo prezgojiti v šolah, kakšno je to razmerje? Torej, slovenska šola, morate ločiti dvoje. Eno je informiranost, eno je vzgoja. Medtem ko informiranost pač vam hladno, razumersko pove to, ono, tretje, pa ima vzgoja seveda tudi nekaj skupnega z srcem, z čustvi in ljubeznijo. Torej, recimo, estetska vzgoja je, da veš, kjer je slikar, katere stili slikarski ali kiparski so bili, kam kaj sodi na cirku in tako naprej. Druga je pa tisto ljubezen do lepega, ljubezen do in tako naprej, in tako naprej, zaradi česa tudi hodiš v tem gledu. In tako je tudi, kar se tega tiče. To se pravi, tukaj moramo mi ločiti državljansko izobraževanje v smislu, da sicer to reče državljanska vzgoja, ne, in pa seveda ena vzgoja, ki bi bila recimo bolj domoljubna. Razumlja se, da današnji šoli je praktično torej samo ta državljanska vzgoja, no, če tako rečem. To se pravi, še enkrat, je to, kar recimo danes zdaj ne bom, še enkrat bom uporabil ta izraz, pač današnji liberalci, jaz mislim, da je Miklošič bil neke druge vrste liberalec, kot je to, kar danes nam tukaj vlada kot duh liberalizma, ali kot ljudje pojavljajo kot stranka. Torej, jaz mislim, da tem gre danes predvsem ne toliko za narodnjaštvo v dobrem smislu, no? Ampak oni priznavajo tako imenovani ustavni patriotizem. To pomeni, njim je, da ljudje, torej učenci, ki bodo potem odrasli, spoštujejo ustavo. Torej, da država, koliko to funkcionira, torej ustavo in pa strukturo države, to učijo. Ne? Kako je sestavljena, kaj je parlament, kako se voli, kakšne pravice, to, ono, tretje, koliko je ministrstvo in tako naprej in tako naprej. To se pravi, samo to je danes, ampak to je seveda še enkrat rečeno premalo, ta ustavni patriotizem, ta zavezanost tem osnovnim načelom, da bi torej to lahko vzgajali. Da bi torej se res pri otrocih pojavljalo kaj več. Poglejte, spomnite se, ko je minister hotel, da bi se zastave obešale pred šolo. Kakšen vik in kakšen krik je to bil. Vi samo poglejte recimo te razne državne proslave, ki so namenjene neke svečani državi slovenski in tako naprej. Ne? Poglejte, koliko je malo tam noter enega veselja. Tam so bolj telovadne točke, bolj pevske točke, bolj rap, pa pop, pa vse mogoče zadeve. A ne? Torej, nekega svečanega občutka slovenstva, naroda, nas, ne? Tam so. Danes sem bil eni drugi proslavi,
ki se je res razlikovala, moramo reči neka Nova Slovenija, pa tole ne, bistveno razlikovala. Izbor pesmi, vse je bilo drugo. Medtem ko tole je vse tako. Vrnem se nazaj na Miklošiča in slovenstvo. Samo kot tako. Imamo ankete, ko so spraševali gimnazice, maturante, ki so v Ljubljani doma. Kje je kip Miklošiča v Ljubljani? Pojma niso vedeli. Da ne rečem, sem za, ker je padla beseda, na vprašanje, recimo, kdo pa je bil Miklošič? Ljubljanski maturanti ne vejo odgovoriti, ampak 3 vrstice ne. 3 vrstice ne. Jaz se spomnim, mi smo imeli mature take, od vodnika do vodnika, pa nič naprej en let pripravljali in tako naprej. A ne? Vi pogledajte, kaj je bil nekoč en slovenski maturant. Koliko so se tudi zanimali za narodna vprašanja, so se čutili del svojega naroda. Tole pa sedaj je čisto nekaj drugega. Jaz bom, da ne bom predolg. Poglejte, mi imamo raziskavo, ki je bila narejena 4 leta, 5 let nazaj, ki je bila objavljena. Torej, ne samo kratko neka anketa. Raziskava, ki je bila z vsemi metodološkimi narejena in sicer spraševali so 2. letnik Ljubljanske univerze. En vzorčni število študentov, torej od medicine do tehnike, od filozofije, in so jim postavljali vprašanja, za katere, in to profesori posameznega predmeta, da bi videli, koliko oni sploh razumejo te najosnovnejše zadeve. Kaj se to vse učijo? Tam so bile pa tako vprašanja, recimo, povejte, kdo je pozna, kaj se učijo, recimo v biologiji je bilo vprašanje, povejte razliko med rastlinami in živalmi. 70% je govorilo, še enkrat, pomislite, kaj se učijo, da rastline so namir, živali pa se pa tja hodijo. Na vprašanje, recimo, zakaj so 2. letnik Ljubljanske univerze, zakaj so, recimo, po zimi dnevi krajši kot po letu. Jih je vedelo 30% odgovor. Na vprašanje, naštejte eno slovensko literarno nagrado, 2. letnik Ljubljanske univerze, jih je vedelo odgovor 11%. Na vprašanje, naštejte enega literarnega nagrajenca, 2%. Da ne rečem, da jih polovico ni vedel niti kaj je tranzicija, kaj je demokracija in tako naprej in tako naprej. In seveda s takim kulturno podstatjo, je težko predstavljati, da se bomo to obdržali, če mi ne bomo širše izobrazbe našemu narodu dali, če ne bomo krepili tudi to duhovno plat, če ne bomo jih bolj opozarjali, da se bojo bolj zavedali, iz kakšnih korenin prihajajo, da se bojo čutili, da se bojo oplajali ob naši nekdanji kulturi in tako naprej. Potem se nam slabo piše. Na to vaše vprašanje. Hvala. Je mogoče kakšno vprašanje z občinstva? Sam tako hočem povedati, ta raziskava obstoja, je na voljo, čeprav je seveda nemudoma končala v predalih, ker je Gaber, ko je bil takrat minister, to bilo tako porazno, da za vse skupno se je to še. Gospod Stanovnik, še preden pridemo na vprašanja, dejali ste, da je bil jezik od totalitizma poškodovan in da je poškodovan še danes. Po 2. svetovni vojni beseda ni več skupna. Kaj ste mislili s tem? Ja, to je pač eno specialno vprašanje, ne. Bi ga mogoče na to vprašanje odgovoril z eno širšo mislijo. Malce tvegano, celo meni se zdi ne povsem dokazana, ampak nekaj, na kar človek, ko opazuje ta svet, se lahko sklepa.
Namreč, ko so zanimivo spet nadaljevanje zgodbe o bolševizmu. Poleg vsega nenavadnega se meni na bolševizmu zdi to, da je potem, ko so nekako ljudje, ki so vzdrževali to vzhodnoevropsko hemisfero, socialistični imperij, ko so, in seveda Slovenci tudi, ko so videli, da je njihov čas minil, zanimivo videli so tako, da so nekako, neki inteligentnejši ljudje tudi v Sovjetski zvezi ugotovili, da je nekaj pravzaprav zelo poraznega. Videli so, da njihov sistem, ki je napovedal zgodovinski boj nekemu drugemu zapadnemu sistemu, da lahko eksistira samo tako, da uvaja pri zadnjih vratih elemente sistema, ki mu je napovedal zgodovinski boj. To je bilo seveda porazno spoznanje, pravzaprav zato, ker so bili ti ljudje, so računali na zgodovino, so mislim, da je zgodovina protežira in se pa izkazalo, da jih je zgodovina sama nekako zapustila. Ampak nekako si človek misli, da bi ljudje, ki so pač napravili vse to, kar so bolševiki v vzhodnem socialističnem imperiju napravili, to se pravi ves sistem gulagov, vse desetine milijone ljudi, ki so jih uničili, pri nas recimo ljudje, ki so ustvarili, kaj ste jim, Kočevski Rog, Jelendol in tako dalje, namreč človek se vpraša, kako to, da ti ljudje, ko jih je ta zgodovinski poraz postavil na tisti teren, kjer resnično so, kar so, kako to, da niso se enostavno odpovedali nadaljevanje svoje. Se mi zdi tako nenavadno. Vsako normalno človeško bitje, vsako iz civilizacije izhajajoče gibanje bi nekako ne mogla več kandidirati za nov veliki politični angažman. Oni pa so to napravili. Se mi zdi, da jih to tako nekako opredeljuje kot karkoli v preteklosti, kot kateri, tudi kakorkoli, kot njihovo izvajanje oblasti. So to napravili, skratka, vemo pri nas, kot da ni nič, kot da ne bi bili za njimi vsi zločini, ki jih je londonska listina za mednarodno sodišče identificirala. V vseh treh kategorijah so bili v veliki meri krivi, ni jih to motilo, ni jih motilo, da so narodu usilili polstoletno totalitarno oblast, da so mu vzeli človekove pravice in tako dalje, ni jih motilo, ampak so enostavno šli naprej in kandidirali v novi demokratični politeji za oblast. Zakaj? Zdaj se mi zdi, da je to eno važno vprašanje. Kako, na kateri inštrument, na katero metodo so računali, da bodo lahko na njeni podlagi uspeli? Poglejte, opazili so, da se jim je metoda, ki so jo uporabljali takrat, ko so dejansko izvajali totalitarno oblast, to je nasilje, sila, ideologija, da je tega konec. In so, morda, tako se je smislili, ugotovili, da je tukaj nekaj drugega, kar je tudi v sorodu z evropskim razvojem, kar je tudi v Evropi. Namreč, razkroj, ne eno, ampak mnoštvo, ne enotnost, ampak različnost, da bodo na podlagi tega, če bodo tak svet forsirali tudi politično, da se jim obeta velika prihodnost. In meni se zdi, da ti ljudje prav to delajo. Vse to, kar ste v glavnem tukaj govorili, da to je neke vrste razpad enotnosti, to je atomizacija človeka, in zdi se mi, da
Oni to delajo zavestno, ne da bi seveda daj povedali, kot nikoli niso v resnici povedali, kaj mislijo. In da jim to pravzaprav zelo uspeva. Če vzamete recimo njihov medijski monopol, če berete njihove članke, filmske prikaze in tako dalje, vse tolče na mnogo. To se pravi, njegov gesto je tako, vsi različni, vsi enakopravni, to ni zastonj, to je tled, ne? In bi rekel, da to pelje ravno tako v propad kot diktatura. Torej kaos je ravno tako pot v propad, kot je totalitarna diktatura. Zato je pa seveda rešitev, o kateri morda bi tudi danes morda morali kaj reči, kam stvari peljejo, je seveda ta, je seveda politična, integralno politična v pravem pomenu besede. Mislim, da je pravzaprav ta diarhija, ki je vlada v sedanjosti, da je treba to na vsak način temu napovedati neka vrste boj. To se pravi, gre zdaj za to, ali bodo naše politične elite razumele, zakaj gre. Kajti to, da se tako do tega prišlo, do česar je prišlo, so v nekem smislu krive tudi naše politične elite. Zakaj pa to? Zato, ker so sicer napravili veliko reč, nikoli ne smemo pozabiti, da so postavili državo, da je lahko morda ne bi, da so jo postavili, da so tvegali, da so izkazali veliko prisebnost, niso pa imeli nečesa, kar se mi zdi, da je protom kakon prvo zlo tega stanja, ki ga imamo. Namreč niso začeli obnove, civilizacijske slovenske obnove, zgodovinsko. To se pravi tam, kjer se je začelo. Začelo se je z državljansko vojno. Ti gospodje pa seveda tega niso imeli v sebi. So mislili, da če bodo začeli tam pri 70-ih, 80-ih letih, da bodo nekako izpeljali celo stvar, ne da bi jim bilo treba napraviti tisto neprijetno stvar, ki se imenuje tranzicija. Zdi se mi, vidite, da je to. In kar pravzaprav danes Slovencem, po mojem mnenju, ne preostane nič drugega, kot da z vsemi sredstvi, s celotno mobilizacijo Slovencev dobijo izvorno demokratske stranke dvotretjinsko večino, s katero bodo lahko postavili na ustavo. Kajti na podlagi te ustave, ki imamo danes, radikalne reforme slovenske politike ni mogoče. Treba je novo ustavo. V novi ustavi pa mora biti tudi posebno besedilo, ki se imenuje mirovna pogodba po državljanski vojni. V tej mirovni pogodbi bo pa napisano, kako je do tega, v čem smo prišlo. Kaj je bil kdo, kaj je kdo naredil in kaj je kdo povzročil. To se pravi, brez nove ustave ne bomo mogli napraviti radikalne korekcije slovenske politike. To se mu da sliši utopično ali karkoli, ampak mislim, da je treba danes mobilizirati, kaj svem, seveda tudi vsa politika, če jih poznate, recite jim, da je treba sedaj stvar vzeti resno v roke. Kajti, da naši politiki, še enkrat, za čast in hvala dejstvo, da so bili tako presebni, da so in toliko poumni, da so postavili to državo. Ampak, kot rečeno, niso vedeli, da se morajo stvari lotiti zgodovinsko. Bolj žalostno je to, da tudi, zdaj smo poslušali vsi zadnje leto, zadnja pol leta, razne slovesnosti, ob 20-letnici, takšni in drugačni. In zanimivo, vsi so govorili, da nekaj ni bilo prav, zlasti, da nekaj ni prav, pa tudi, da nekaj ni bilo prav. In sem prav pričakoval, da bo kdo rekel, kaj ni bilo prav. Noben tega ne rekel.
Eno samo repliko. Nobeden od tega ni rekel. Zato je to slabo znanje. To je zelo slabo znanje. Kajti, če bomo nadaljevali s to politiko, s to prisotnostjo duha, s to zgodovinsko zavestjo, se bo to še ponavljalo 10, 20, 30, 40 let in Slovenci bomo zgubljali politično identiteto, politični nervus, politični živc. Naša politika bo postala vedno bolj infantilna. Ta sprememba, ta bende, ta preobrat je absolutno nujen. Brez tega, kot rečeno, ne bomo Slovenci propadli, najbrž naša država ne bo, ampak bo vedno bolj degeneriralo v neko, substrukturo. Hvala. Še kratko. Jaz bom samo eno kratko repliko sedaj kot psiholog na tole vaše, ko ste rekli. Največ v psihologiji je en pojem, en profesor Mičerlich, precej znani psihoanalitik, je uvedel pojem brez očetovska družba. Šlo je pa za to idejo. Namreč, če obstoja oče, v tem pomenu, kot ste vi rekli, neka totalitarna država z nekim vodjo in tako naprej, potem se ti temu lahko upiraš. Ali pa če on umre, se osvobodiš. Veš, kdo je tvoj sovražnik, veš, kam se upret. Lažje se organiziraš proti nekomu. Če pa ti živiš to, kar ste vi rekli, v kaosu, v družbi taki, kot je naša, ker navidezno vse lahko počneš, ker ti je vse odprto, vse dano, ja, proti komu boš pa protestiral? Sej je demokracija, sej ni nobenega več, ki bi vladal in vodil in tako naprej. V takem se je pa seveda taka država, kot smo mi, pa to je v bistvu nekako taka humano vodena norišnica. To, kjer mi živimo. Torej, v norišnici, kjer lahko čisto se počneš in tako naprej, nihče ne noče. In v takem seveda smo mi in zato, ker je tako zamegljeno, komu se kaj upret, ampak ni problem samo v tem, da se več ne vidi, komu se upreti, ker vse so zdaj neke nujnosti, vse so sedaj neki trendi svetovni, v znanosti, to, ono, tretje, kaj se boš pa predvsem v tem upiral? Če prav čutiš, da je vse nekaj narobe. Ampak, mene kot psihologa skrbi ta mladi rod, ker ljudje ne ostajajo več isti. Ne ostajajo več isti. Vi vidite, da lahko govorite z enim učiteljem danes, ki je star 25 let, pa poučuje 15-letnika, pa jih že več ne zasluka. Kaj šele? Starejša generacija mladih ljudi niso več ljudje isti, so bistveno bolj spodkopani, to lahko vsi psihologi vam povedo, v svojem jazu. Torej, v tistem osrednjem, osebnostnem, ki človeka vodi in ki mu je neko identiteto daje, če se pravi nastalnost, enotnost in tako naprej. Bistveno bolj, se ne bom zdaj naprej za psihiatrijo, mi se lahko včasih rečemo nevrotik, pa tako malo uvažujoče, ampak nevrotik pa na enem področju svoje osebnosti, neke nedodelanosti, probleme, s katerimi ne pride na kraj. Mi pa sedaj opažamo ljudi, ki nima več simptomov. Vedno več je takih brez simptomov in vendar bolan. In ko ga z njim govoriš, vidiš, da je to defektni človek. Pustimo zdaj tisti, ki imajo še simptome povrh, ampak tisto, kar se tako normalno šteje. In zato me zaskrbuje in zato jaz mislim, da je treba resno čim prej nekaj narediti, po mizi udariti, nek alarm sprožiti, da ne bomo izgubili čisto en rod in več, ker ne smete pozabiti, ta rod, ki zdaj je, ta ima je še preko svojih staršev
vendar bil deležen ali pa veliko tega še enega, kot se reče, nekoč enega kulturnega in socialnega kapitala. Ker so bili starši nekoč drugačni njegovi vse. In tudi če zdaj imajo ne ve kakšne poglede, nekaj v njih pa je še tistega. Ne? Kam bojo pa zdaj ti, kaj bo pa to čez 2, 3, 4 generacije, kam bo pa to vodil? In tu se moramo resno zamisliti. Hvala lepa.